Stane. David. Kaj je to? Ja, umetna inteligenca, ne AI. To je podcast v slovenščini o Bitcoinu, tokrat pa še o zasebnosti in umetni inteligenci. Govoriva z Aljažem. Aljaž je strokovnjak na tem področju, dela nove storitve povezane z zasebnostjo, in AI-jem, umetno inteligenco. Tako da poslušajte. Nove pomeni, da bo v oddaji imela tudi najavo res nove storitve. Za 9 gorami, za 9 vodami, za 10 VPN-ji in skrivnimi IP-ji živi en Stane, ki pravi: A pizda, spet mi net ne dela. To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Aljaž, kaj pa AI, ta fama zadnji čas? Kaj pa tukaj zasebnost? Cloud providerji, lokalne baze, težavnost uporabe na lokalu. Kako ti gledaš na to? No? Skozi zasebnost in skozi uporabnost. Pa recimo za naše poslušalce, ki so neki osnovni uporabniki računalnikov. ChatGPT je najboljši izgovor za popolno izgubo zasebnosti, ki je bil kadarkoli izumljen. Pa če smo prej rekli, da smo bili vsi veseli Gmaila, uporabnost ChatGPT-ja je pač z razlogom obstaja tisti rek, sem ga prej rekel, da folk pove ChatGPT-ju več kot svojemu terapeutu. Pač uporabnost je neverjetna. Pa zelo simpel je za uporabljati, da čimer kakršnakoli alternativna rešitev za te zadeve je precej bolj kompleksna, težja za uporabo, v večini primerov opazno slabša, oziroma neverjetno draga. Vsaj ena izmed teh treh stvari bo sigurno res. Obstajajo rešitve, ki so precej ok, še zmeraj ne bojo 100% primerljive. Na nekih rešitvah v tej smeri delam tudi jaz trenutno. Ampak ja, pač idealen primer, vsi laufamo vse lokalno. Praktično to pomeni, da laufaš neverjetno majhne modele, ki so precej neumni, mogoče uporabni za osnovne stvari, kot ne vem, povzemanje tekstov ali pa take zadeve. Plus že za to rabiš precej soliden hardware, ki ni glih v vsakem računalniku, plus dela precej počas. Zelo težko, oziroma verjetno zelo malo poslušalcev si lasti dovolj hardvera, da bi imeli kakršenkoli pogovor, ki ga ima folk s ChatGPT-jem lokalno, da čimer use case, kot je asistenti za programiranje, take zadeve so praktično nedosegljivi, saj primerljivo dobri storitvi, kot je, če ne uporabljaš cloud rešitve, zaradi tega, ker količina hardvera, ki ga rabiš, se meri v 100,000 evrih, ki jih boš zapravil za to. Tako da je pač tista zadeva, za katero je stvar najbolj uporabna, se pravi razvoj stvari, coding agenti, je tudi najbolj neverjetno požrešna, kar se tiče hardvera, tako da ta zadeva je precej težko za hostati doma, saj za smrtnike z nekim smiselnim budžetom. Ampak ja, obstajajo rešitve skozi več leteh, ki ti v bistvu omogočijo imeti najboljše iz obeh svetov. Se pravi, če hočeš lokalno laufati, imaš en problem, kar je v bistvu tudi pitch za podjetje, ki ga delam zdaj. Ali te
če hočeš imeti približno dobro rešitev, te bo koštal ogromen denarja. In zakaj večino podjetij hoče uporabljati AI je za pohitritev postopkov ali pa zmanjšanje stroškov, se pravi nadomestilo staneta je pač ChatGPT, oziroma več staneta. Čakaj. David, ne poslušaj tega. Ne, se ne poslušam. Kar pomeni, da tudi če ne bi bilo neverjetno drago, je noro nesmiselno, ker pa pomeni, da je veliko folka je mogoče pripravljen ali žrtvovati izgubo zasebnosti, oziroma so veliko panog je tudi zakonsko ne morejo uporabljati rešitev zaradi tega, ker so pač zapovedanih določenemu nivoju zasebnosti. Kljub temu, da verjetno iz vsega velikega podjetja je likal že neskončnih stvari na ChatGPT, ki je pač čisto preveč uporaben. Kaj pa recimo Venice AI od Ericha Voorheesa, ki se oglašuje kot zaseben cloud provider LLM-ja? To je vse pinky promise. Pač obstaja samo en način za dejansko zaseben AI, kar pomeni, plus zadeva je bila omogočena šele za zadnjo, oziroma mislim, da zdaj pred zadnjo generacijo Nvidia čipov, kar pomeni, da lahko, to bo zdaj ratal precej tehničen za poslušalce, ki radi preskočili ta del, ampak obstaja ena panoga, oziroma kriptografija, ki se mu reče confidential computing, kar pomeni, da lahko procesi v računalniku laufajo na kriptografsko zaščiten način in obstaja mehanizem, kjer računalnik kot sam, tudi če imaš fizičen dostop do njega, oziroma operater računalnika ne more vedeti, kaj ta zadeva dejansko procesira. Historično je bilo to uporabljen v AI, oziroma kar je bil prej poimenovan machine learningu. Kakšen je slovenski prevod za to? Vse. Veliki jezikovni model? Strojno učenje? Strojno učenje. Za naprimer strojno učenje na medicinskih podatkih. Zaradi tega, ker sem imel podjetje, ki hoče, ima pač nek svoj model, ampak je to njihova intelektualna rastlina, ne bojo ga kar delili s svetom. Pa imaš bolnico, ki ima ful podatkov, ampak so občutljivi podatki, ki jih ne morejo kar poslati nekomu, saj vsi upamo, da jih ne. In ta način v bistvu omogoča, oziroma se je historično tako delalo, da naredi črno škatlo, kjer lahko oba vanjo data svojo stvar, noben ne more ven iz škatle dobiti tisto, kar je ta drug dal noter, pa vnaprej se v bistvu dogovoriš, kakšen rezultat bo prišel iz te škatle. Če zelo poenostavljeno povem. Kar nas pripelje do tega, kar sem hotel povedati, je, da obstaja način, kako laufati open source, oziroma pač kjerkoli modele, kjer so uteži znane, kar je več ali manj open source modeli, čeprav tehnično bi lahko tudi rabijo biti open source modeli, zato da lahko dokažeš vse. Obstaja način, kako laufati te zadeve, da lahko ti kot končni uporabnik kriptografsko preverljivo veš, da podatki, ki si jih poslal gor, ne morajo biti nikjer, ne da ne bojo, ker v primeru Venice AI je, oni rečejo, da se to ne bo zgodilo. Oni torej upajo, da se ne bo zgodilo, recimo v najboljšem primeru. Tako. Še zmer moraš nekomu verjeti, ker je vedno pač nekomu moraš zaupati. Ta del je problematičen in veliko stvari gre lahko narobe, da se bo ta zaupanje izkazal za zelo slabo idejo. Zdaj, aj boljš zaupati Voorheesu Altmanu? Verjetno, ampak do kakšne mere? Kaj pa zaupanje Aljažu in njegovemu podjetju, ki nastaja, je to za nas končne uporabnike retail ali je to bolj enterprise, se pravi za resnejša podjetja? To sicer primarno v tem trenutku bolj za podjetja, ampak obstaja zelo podobna rešitev, oziroma praktično ista, samo targetirana za končne uporabnike, ki je Maple AI, oziroma trymaple.ai, mislim, da je zgodba. Se pravi, uporablja identično tehnologijo, kjer imaš kriptografsko zagotovitev, da kar pošleš tja, ne bo, oziroma ne more nikamor ven iti. Se pravi, v tem trenutku lahko uporabljamo tak model, oziroma tak AI, kamu recimo, da lahko zaupamo in ne razkrivamo podatkov. Tako. In to je ta, kaj si rekel, Maple AI.
za Tako. končne uporabnike. Tako. Pač vedno obstaja kanček zaupanja, ki ga moraš imeti. Tako da, pogled, če je tvoje življenje odvisno od tega, da je to novo lik, ali pa boš pač laufal na svojemu hardveru. Kar je pa precej nepraktično in drago, kot si rekel. Ja, ampak izhajaš iz tega. Za večino ljudi to ni problem. V smislu, da pač kar rabiš zaupati pri tej implementaciji z confidential AI-om, se pravi zaupni AI, če prevedemo, je zaupaš proizvajalcu čipov, da tisti certifikat ne bo nikoli likov nikamer. Zaupni UI, Marjaš, ne AI. Umetna inteligenca, veš. Ja. No, ampak dajmo se vrniti, je tvoja storitev že dovolj daleč, da jo omeniš, da jo pišeš, da jo imenuješ? Recimo, ja. Trenutno je v testni fazi, ampak že se dela implementacija za eno podjetje. Sicer še nisem javno kjer pretirano omenil. Announcement of the announcement. Ampak pač, tudi ta venue bo čudovit za to. Rešitev je enklava.ai, se pravi, to je domena, ampak rešitev je v bistvu Enslave.ai? tako. No, z AI-om. Enslava.ai, ok. Pač rešitev je targetirana za podjetja, sicer bo eventualno tudi za končne uporabnike, ki je prišlo ven, ampak poenostavi uporabo zaupnega UI-ja, mater se to čudno sliši, confidential AI za podjetja, ima tudi RAG, kar pomeni, če hočeš svoje obstoječe podatke dati AI-ju za uporabo, ali pa ne zgraditi kakšne chatbote za podporo raznim strankam, procesirati zaupne podatke, ali pa karkoli te, je pač rešitev, ki sem jo primarno začel graditi zase, zaradi tega, ker pač hočem nekaj takega za svoje use case, ampak sem tudi skozi potrebe določenih strank ugotovil, da je skrajni čas, da nekaj preprostega ponudimo še podjetjem, zaradi tega, ker je enostavno vsi rabijo, pa vsi hočejo to. Tako, priložnost je tukaj, vsi si to nekako želijo, želiva ti veliko uspeha pri tem, se mi zdi to kar poguben korak, kar ogromen, že zaradi infrastrukturne in cene infrastrukture in kompleksnosti. Pa upava, da bo v naslednji epizodi lahko poslušala že v kakšnem uspehu tega novega podjetja. Hvala. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Aljaš, mogoče čisto za konc. Prej si rekel za nekoga, ki se podaja na pot, da malo poskrbi za svojo zasebnost, vsaj v digitalnem svetu. Prva stvar, kakor so razumela, ne biti len, pa rečemo, da ne bojo leni. Kaj so tiste prvi koraki, potem, ko ne bojo več leni, ki jih lahko naredijo in poskrbijo vsaj za začeten del tega? No? Malo se treba izobraževati, to je prva stvar. Hote reči, poslušajte na Coinu, naprej. To pade pod ne biti len, pa poslušajte na Coinu. Obstaja en zelo dober website, ki ga priporočam vsemu branje. Da zapišemo modalpal. Bomo dali pa, je untraceabledigitaldissident.com. To je dokaj nov projekt enega noster uporabnika, ki je začel, dobre pol leta nazaj pisati zelo praktična navodila za folk, kako razmišljati o teh stvarih, kako pristopiti k zadevam. Ni nujno v stilu, kjer je najboljši VPN, ampak bolj kako razmišljati o zasebnosti, o varnosti, o vseh teh stvarih, pa dokaj iz stališča nekega povprečnega uporabnika, ki ima mogoče interes v tej smeri, ne nujno sofisticiranega IT-ovca.
Pač ja, osnovna Je higiena to, je. je to uporabnik, ki se imenuje na Nostru Ghost? Da. Odlično, bova dala link. Ja, osnovna higiena je pač ne uporabljati tistih passwordov, ne uporabljati tistih mailov za vse stvari, take zdaj, ampak to mislim, da to sploh ni nekaj, kar pade v privacy, to je osnovna higiena uporabe računalnikov. Ampak mislim, da je dober začetni korak je vedno uporaba password managerja, ki te načeloma prisil v to, da saj uporabljaš različne passworde za servise, ampak to je spet bolj higiena kot privacy. Težko je reči, kaj je najlažji oziroma osnovni korak zaradi tega, ker je vedno odvisen proti čemu se hoče zavarovati. Dobro, z VPN-jem ne bodo glih falili, Noben ne bo falil z VPN-jem, ampak problem tega je, da ljudje ne razumejo, proti čemer te VPN varuje in pri čemer te ne. In VPN je ena taka velika industrija, ki se povsod promovira in zelo hitro vsi mislijo, saj uporabljam zdaj VPN client, da sem super varen. Nisi super varen pred ničemer, mogoče si varen pred temu, da tvoj internetni ponudnik ne vidi, kjer je spletne strani obiskoval, ampak tle nekje se zgodba konča. Mogoče te varuješ še pred tem, ker v kafani uporabljaš en čudno wireless, da novijo glih vsi tvojih gesel dobili, ampak to je pa res, kjer se konča varnost v VPN-jem. Tudi, uporabnik storitev, ki jih uporabljaš, ne bo vedel tvojega pravega IP-ja, ampak še zmeraj bo pa vedel, da si ti loginan v tisto storitev. Tako da VPN je majhen del zgodbe, ki je seveda zelo uporaben za vse, zaradi tega, ker stvar, ki se verjetno zelo malo ljudi zaveda, je, da mislim, da v Evropi povsod, pa še kje drugje so vsi internetni providerji zavezani k tem, da zbirajo metapodatke, mislim, da saj 6 mesecev, če ne 18 mesecev. Tako da pač podatki se zbirajo. Hardware je noro pocen, vse, kar se da zbrati, se zbira. Tako da vsak človek zgenerira neverjetno veliko količino podatkov in vsak, ki misli, da nima nič za skritje, ali neverjetno dolgočasna oseba, hkrati se pa absolutno moti o tem, da nima nič za skrit, ker če ne, pač, kot sem prej rekel, naslednjič, ki greš tacuno po cune, pokupače gačice, hlače dol, pa ne jih pomer v javnosti. Se ne preobleče sred trgovine. No, pa še kakšen nasvet, verjetno, da bodimo malo manj za zasloni, interaktirajmo z ljudmi več v živo, počnimo stvari več zunaj v naravi, verjetno tudi k temu spada, ne? To vedno, ampak pa nikoli ne veš, kdaj sosed prisluškuje. Aljaž, lepa hvala za današnjo epizodo. Izčrpno, Ja. zelo duhovito, polno novosti, priporočil, veliko znanja. Hvala lepa. Hvala vama za ponovno gostovanje, pa se vidimo naslednjič. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Mama, ne, no, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust. Ja, popust. Pojdite na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Stane, kako ti gledaš na to, kaj je Aljaž rekel, da je to največji, se pravi, če GPT in podobni, da je to največji poseg v zasebnost? Jaz mislim, da zato, ker jim toliko globoko zaupamo, ker imamo občutek, kot da se pogovarjamo z neko osebo na drugi strani. Jaz ne gledam na to kot zaradi tega, ker se pogovarjamo z neko osebo, predvsem jaz mislim, da zaradi tega, ker damo toliko enih osebnih podatkov, pa mogoče ne govorim samo o imenu, priimku in rojstnem datumu, ampak o tem, kaj mislimo, o čem razmišljamo, kaj želimo
V bistvu dajemo sebe ven, ne? Seveda, Ne vem, če je to iz zaupanja. Ja, zato ker prej si mogel biti Ampak je zelo to neke aktiven. potrebe, oziroma ne vem, kako bi temu rekel. Ja, potrebe po pogovoru. Mi zamenjujemo ChatGPT z Za osebo, ženo. z ženo, s okej. psihologom in se z njim kar pogovarjamo, ker nam nazaj na ta način odgovarja. Pri iskanju na Googlih smo mogli biti bolj aktivni in smo mi mogli neka iskalna gesla oblikovati tako, da smo dobili dobre rezultate, kle pa ta del že opravlja ChatGPT, mi sam bluvamo noter neke naše kar stiske, navade, ja, in potem tudi osebne podatke, verjetno tudi lokacije, pač stvari, ki niso za na internet, da dobimo rezultat, ki je krojen samo za nas. In ker se on obnaša kot sogovornik, mi izgubljamo zavore in mu vse predajamo. To je po mojem problem. Okay. Če ti tega tako ne dojemaš, Še ne pomeni, da ni tako, ne? da ni tako, veš, jaz bi rekel, da velika večina bistveno bolj sproščeno komunicira s ChatGPT-jem, kot je prej z iskalniki, kot je Google. Verjamem, zato je veliko lažje. Predvsem pa, če daš še, ne vem, tako da se dejansko pogovarjaš, ne, da tipkaš, ne. Ja. Zdaj sem poslušal en tak primer, je bil en kolega, ki je spraševal stvari, ki jih jaz nikoli ne bi, naprimer, ne. No, ja. In tudi na način, tako kot si rekel, da sta dva res Prijatelja. sodelavca, prijatelja. Sodelavca, tako. Ne? In najbolj, ne bom rekel, najbolj intimne stvari, ampak kar zelo intimne stvari, no, za Preveč mene. Ne? intimne bi rekel. Ja, in predstavljamo si, tako kot uporabljamo Gmail, Drive in tako naprej, ki so stvari za ston, mi s podatki plačujemo to. Ne? In Torej, tukaj je isto. Smo mi produkte, ne? Tako. In tukaj je isto. In ne samo to, tukaj ne samo, da smo mi produkt za oglaševanje, to je ena stvar. Ne? Tako bojo monetizirali. To. Druga stvar je pa, da gradijo naše profile z bistveno bolj osebnimi podatki o tem, kaj razmišljamo. To se lahko kasneje uporabi proti nam. Zdaj, verjetno bo večina rekla, tako kot ponavadi, se nimam nič za skrivati, oziroma to, kar napišem, je itak nepomemben. Ne vem, če je res tako v moderni dobi. Ne? Seveda ne, jaz bi pa rekel, da tudi, če smo rekli, da je e-mail razglednica na internetu, da je pogovor s ChatGPT ravno tako razglednica. Oziroma, vse se zapiše v neko zbirko, vse ostane na internetu in vse pripada naši identiteti, prerasli. Ja. Predvsem pa to, kar vam AI nazaj mečejo, to oni več ali manj halucinirajo. To ni to izkregan s tem, da so to fakti. To je pa drug problem, ja? Ne? To tudi slučajno ni res. Stvari treba preverjati. Predvsem pa morate tudi se nekaj zavedati, ne? Da podjetja imajo zadaj svoje sponzorje, tisti, ki jih zalagajo z denarjem. Če ste zdaj sledili, kaj je že tale naš največji gospod o AI-ju? Sam Altman. Ja. Sam, ja. No, gospod zahteva ne vem koliko od milijard od ameriške vlade, zato da bojo sploh njegovi servisi laufali še naprej, ne? Ker dela tako bulo. To je minus, finančni minus je David s tem mislil. Ja. No in v zadju si lahko predstavljate, da so tudi neke zahteve, ne? Če te nekdo podpira. Z denarjem. Če te podpira vlada. Ja. In kako potem odgovarja na določene stvari, je v smeri, ki jo vlade želijo. Če smo v preteklih epizodah omenili, da lahko z družbenimi omrežji, s tistim, kar nam družbeno omrežje prikažejo, vplivajo na naše mnenje, lahko med pogovorom s ChatGPT-jem oziroma AI, UI agenti, je to vplivanje še lažje, še bolj profilirano, še hitrejše. Ja. Torej, preverjajmo odgovore vseh AI-jev. Tako. Čakaj, razen Aljaževga, ker je zaseben. Mislim, da je tam tako, da pač model gradi sam tudi, ne? Ga treniraš. V bistvu na dovolj dolgi rok to pomeni, da se sam s sabo pogovarjaš. Ja, kar je dobro, ne? To me pa zanima, kaj bo Aljaž na to rekel. Tudi mene. Dajva še povzeti, David, to je konec trilogije. Jaz bi rekel, da bo AI še večji del naših digitalnih življenj, da bomo se verjetno še nevede pogovarjali z AI-jem, pa delili podatke z njimi, zato moramo biti še toliko bolj pazljivi, kaj delimo in s kom. Dajmo se večkrat dobiti v živo, dajmo se večkrat pogovarjati v živo, zapirati vrata v spalnici, puščati telefone zunaj. Drži. Dajte to narediti, ne biti leni. Hlače dol, pa gas. To. Stanite na kojnu. In zbirite se to še.